Improvizacija sicer ni športna panoga, a se na začetku vseeno treba ogreti. Tako da se malo bolj uživiš, lahko da tako malo nisi strog resen. V mali improšoli se mladi učijo osnov improvizacijskega gledališča. To je oblika gledališkega ustvarjanja brez vnaprej napisanega scenarija. Igralci od občinstva dobijo predloge, nato pa si morajo pomagati z domišljijo in ustvariti igrani prizor. Kot vidimo na tem zemljevidu, so zobno pasto najprej uporabljali na Kitajskem, na Daljnem vzhodu. Kdorkoli lahko to igra, ampak zdaj, če hočeš biti tako boljši, pa to moraš biti bolj tako odprt, pa moraš imeti veliko idej. Da si lahko ti sam, da se ni treba zdaj čist spremeniti v neko drugo osebo. Z improvizacijo se mladi naučijo poslušati, opazovati, upoštevati druge, razvijati svoje in sprejemati ideje drugih. Sem bila zelo perfekcionist, vse sem hotela narediti prav in to me je naučilo, da v življenju ne gre vse tako, kot hočeš, da se treba znajdeti in da tudi, če kdaj kaj zafrkneš, je lahko to izhodišče za nekaj novega, še boljšega. Obvladovanje improvizacije pa mladim pomaga tudi v vsakdanjem življenju. Navadiš se nastopati in mogoče ti je lažje pri govornih nastopih. Velikokrat sem improvizirala pred učitelji, pa pred starši, zaradi tega, ker če lažeš, moraš malo improvizirati. Mogoče pa bi morali mi vsi večkrat improvizirati, da bi bilo življenje malo bolj spontano.